Živijo in ponovno lepo pozdravljeni v Filmorami, edini spletni oddaji v filmih. Tokrat smo seveda za vas izbrali 3 nove filme, ki izhajajo iz že znanih zgodb. Tako bomo kmalu dobili nov pogled na zlikovko iz Trnuljčice, se posvetili tudi skoraj 40 let stari potopisno-avanturistični zgodbi iz Avstralije, ter si na koncu ogledali še akcijsko zgodbo norveških potapljačev, ki temelji na dogodkih iz začetka 80. let. Gotovo se vsi zelo dobro spomnimo likov iz naše mladosti, kot so na primer Rdeča kapica in Sneguljčica, ki sta že dobili svojo filmsko različico. No, sedaj pa je iz zgodb bratov Grimm nastal še film o Trnuljčici oziroma zlobni vili, ki jo je uročila. Zlohotnico je sicer filmski svet spoznal že pred 55 leti v animiranem filmu Trnuljčica, zdaj pa bomo Zlohotnico spoznali še bolje. V glavni vlogi jo igra Angelina Jolie. I shall bestow a gift on the child. Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death. Odraščajoča Aurora, ki jo igra Elle Fanning, mnogokrat zaide v čarobni gost in na ta način zgradi močno vez z njegovimi prebivalci. Poseben odnos vzpostavita tudi Zlohotnico, ki v mladi princesi vidi ključ do miru. Don't be afraid. I am not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. Zlohotnici sicer njeno mirno mladost uniči sovražna vojska, zato se ta iz dekleta čistega srca spremeni v zlikovko s srcem iz kamna. Zaradi krute prevare ta postane maščevalna in zato uroči kraljevo novorojenko Auroro tako, da naj bi ta na svoj 16. rojstni dan zaspala zavedno. Angelina Jolie je s svojim sodelovanjem pokazala popolno predanost filmu, saj je veliko prispevala tudi k končni podobi zlobne vile. Ta je bolj strašljiva, kot so Disneyevi producenti sprva predvidevali in želeli, zato je vlogo princese Aurore v otroških letih odigrala kar njena hči Vivien. Ta je bila namreč edina deklica, ki se Angeline v maski Zlohotnice ni bala, saj je seveda v njej še vedno prepoznala svojo mamo. V kinu od 29. maja. Dear Sir, I am planning to walk across the Australian desert from Alice Springs to the Indian Ocean, a distance of 2,000 miles. When people ask me why I'm doing it, my usual answer is why not. Resnična zgodba o popotovanju Robin Davidson čez negostoljubno avstralsko puščavo je po mnogih poskusih končno dobila tudi svojo filmsko različico. Že v 80. letih so namreč poskušali knjižno uspešnico prenesti tudi na film. Najprej z Julia Roberts in nato z Nicole Kidman, šele Mia Wasikowska, ki jo gledalci poznamo tudi kot Alico v čudežni deželi, pa je bila očitno primerna kandidatka, da je zaživela kot Robin v filmu Poti. Your plan is ridiculous. Why don't you just shorten the trip? Tully and I will come with you. I just want to be by myself. Davidsonova se je sredi 70. let sama oziroma v spremstvu 4 kamel in svojega zvestega psa podala na več kot 3000 km dolgo pot čez avstralsko puščavo do obale Indijskega oceana. Sprva je v svoji poti napisala le članek za revijo National Geographic, zaradi izjemnega zanimanja pa je kasneje, leta 1980, svoje vtise združila tudi v knjigi, ki je kmalu postala bestseller in nekakšno kultno čtivo Avstralcev. Njeno pot samoodkrivanja in samodokazovanja v eni najbolj divjih,
hkrati pa tudi izredno lepih pokrajin na zemlji, občasno zmoti fotograf National Geographica Rick Smowland, v katerega razvije tudi romantične občutke. I'm so alone. We all are. Zgodba ostaja izredno priljubljena tudi danes. Pobeg iz hrupne kulture k nečemu bolj pristnemu pa očitno želja mnogih, saj tako je sklepati po izredni uspešnosti izdane knjige, na podlagi katere je nastal tudi danes predstavljeni film. Avstralska drama bo na sporedu Kinodvora že od 21. maja. Tudi norveški film Pionir je posnet po resničnih dogodkih. Zgodba se dogaja v začetku 80. let, ko se je Norveška odločila izkoristiti ogromne zaloge nafte, odkrite v Severnem morju. Norveški in ameriški potapljači, med katerimi sta pomemben del ekipe tudi Peter in njegov brat Knut, želijo pripraviti teren za naftne ploščadi. 300 metrov pod gladino morja pa se med nevarnim potopom zgodi nepričakovana tragedija. Peter se odloči najti krivca za nesrečo, a se pri tem zaplete v nevarno zaroto. Pionir je razburljiv triler, pri katerem kritiki poudarjajo izjemno režijo, predvsem podvodnih scen, in odlično igro Aksela Henija. V kinu od 5. junija. Tudi tokrat imamo za vas pripravljeno nagradno igro. Kinodvor podarja 2 vstopnici za film Poti tistemu, ki bo pravilno odgovoril na zastavljeno nagradno vprašanje. Kdaj je izšla knjiga, po kateri je bil posnet danes predstavljeni film? Pravilne odgovore nam pošljite na darilo@filmorama.si. Za to sezono je bila to zadnja oddaja Filmorame. Vidimo se seveda spet jeseni, do takrat pa čez celo poletje ostajamo z vami na spletni strani filmorama.si, kjer si lahko preberete vse zanimivosti o prihajajočih filmih. Ekipa Filmorame vam želi le še toplo, sproščeno, predvsem brezskrbno poletje in naj vam kakšen prijeten večer popestri tudi dober film. Čau!